Predmeti so na toliko načinov očarljivi, ker ne poznajo stiske jezika in v tem oziru so fantastično izhodišče za raziskovanje. Se mi zdi, da v vsakem primeru potrebujejo jezik, ki ni nujno jezik besed. Tako da je bil to v bistvu en prvi poskus tega, kako se srečuje ta človek in predmet. In v bistvu smo začeli s tem, da smo te materiale raziskovali. Zame predvsem ena taka učna pot. So te predmeti še toliko bolj živi, zaradi tega, ker so tako tiho. Neko to nišo, kjer sem bolj vedela, kaj moram početi in zakaj si želim ustvarjati. Ker sem imela vedno željo ustvarjati. Znotraj te učne poti je en izziv nekega drugačnega spoprijemanja z materialom. Prizorček po prizorček, material po material. Neko preoblikovanje, neko umestitev v nek kontekst ali mogoče zgodbo. Predmet zaživi šele, ko mu daš čas, ko mu pustiš, da deluje. Da ni zares napačne ideje ali pa napačnega poizkusa. Ustvariti majhne svetove, atmosfere. Da je to prostor, kjer lahko raziskuješ. Spoštovano občestvo, dobrodošli. V intimni izrezanki, ki minuli čas izdolbe v oprijemljivi prostor, slišimo človeka, ki v dvostihu išče in doumeva bližino. Prek predmetov se dotika jezika za skupen prostor, da bi se v njem polneje ozrl. Z nami je Martin Mlakar. Iskreno dobrodošli. Hvala. Ste dramski igralec z magisterijem iz umetniške besede in razmeroma svež član ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana. Res je. Martin, z uprizoritvijo Kidričeva 29C ste iz usedlin notranjega sveta izgradili prostorčasje, ki si dovoli priznanje. Nemajhna je obtežba izgubljenega časa. V predstavi naslovite to odtekanje. Čeprav občutka izgube ni mogoče povsem umiriti, kaj ne? Ne, pisanja tega teksta sem se lotil ravno zaradi tega občutka, da sem v bistvu niti ne toliko odtekanje, ampak čas pride pa gre in ga je treba izkoristiti takrat, ko je. In v bistvu imel sem nek občutek zamujenega časa z nekim človekom, nekega omejenega časa, ki sem ga imel s človekom, ki je odšel veliko prej, kot sem jaz pričakoval. No. Bil je tudi do zadnjega, govorim namreč o mojem dedku, bil je do zadnjega zelo živ in živahen, tudi ko je bil hudo bolan in predvsem pa njegova glava je delala do zadnjega. In zato sem potem, ko je on umrl, se mi je zdelo, kot da se je odrezal nek stik zelo nenadno z enim človekom. In me je to lovilo. No. Šele čez 10 let sem pri pisanju tega teksta lahko zajokal za mojim dedkom. In šele skozi ta proces poskusa nekega homaža sem lahko začel ta proces žalovanja toliko let kasneje. Kot da bi predtem imel na pavzi in kliknil play in se lahko začne in se lahko zvrti pravzaprav ta proces žalovanja. Tako da v bistvu meni osebno ta projekt in pisanje tega teksta zelo pomagal pri dojemanju, pri procesu žalovanja, pri žalovanju, pravzaprav se mi zdi, kot da je bil to nek drugi pogreb, nek drugi pokop tega človeka in sem zato neizmerno hvaležen. No. In pri vsaki uprizoritvi pravzaprav se zgodi neko sidrišče, neko sidro, ki
ostaja in mi omogoča, da v bistvu grem skozi to znova in na drugačen, na svež način. V začaranem kraljestvu najdemo ključ. Pravzaprav je ključev več, domala toliko, kot je predmetov. In naposled je ključ en sam. Protagonist, ki v avtofikcijski izpovedi dovoli sanjam, da ga igrajo, da se igrajo z njim. Nak dovoli življenju, da ga igra. In on igra življenje. Klemen Kovačič, dobrodošli. Živijo. Na 12 kvadratnih metrih postavite, razstavite življenje, del življenja, vanj vstopate in občinstvo z vami z meditativno mehkostjo in nekaj potem silo viharja. Ustvarite svet iz svojega sveta. Osnovna hrana tega sveta so spomini. Kdo smo brez njih, kdo smo z njimi, se vprašate? Kdo smo, Klemen? Jaz mislim, da bi bili brez spominov nekako popolnoma izgubljeni. Ne vem, jaz imam občutek, da če bi izgubil spomin, da bi kar izpuhtel. Tako, da so spomini nekaj, kar me določa, pa tudi nekako, da so to neka sidrišča, ki mi pomagajo obstajati. Se mi zdi, da človek kljub temu, da si v gledališču ves čas prizadevamo za vzpostavitev neke čiste sedanjosti, pa da tudi Razmetano sobo razumem kot predstavo, ki se ves čas ukvarja s preteklostjo zato, da bi prišla do sedanjosti. Se mi zdi, da kljub temu človek od čiste sedanjosti pač ne more živeti, da potrebuje to preteklost, da bi lahko potem šel v prihodnost mogoče. Tako da zame osebno mislim, da je nekako strašno si predstavljati biti brez spomina, pomeni hkrati neko popolno neorientacijo v svojem času in prostoru, hkrati pa najbrž tudi neko strahovito svobodo, neko prostost, da si lahko kdorkoli in karkoli, da te nič ne določa. Še huje se mi zdi, če izgineš iz spomina ostalih ljudi. En odličen bolgarski pisatelj Gospodinov v svojem časovnem zaklonišču napiše stavek, če nismo v spominu nekoga ali sploh obstajamo. Tako da po eni strani se mi zdi, da jih nujno potrebujemo, da nas osmišljajo, da nas postavljajo v neke kontekste in nam gradijo konec koncev identiteto. Po drugi strani pa je ta ideja, da bi vse skupaj pozabil ali pa pozabil, bi to predstavljalo eno svobodo, en popolnoma nov začetek, ki je seveda lahko strašen. Fizično gledališče, lutkovno gledališče, predmetno gledališče, svoj zvok bržčas najdevaš v vseh naštetih in še kot drugod. Izrazna moč predmetnega gledališča pa je tista, ki plasti Razmetano sobo. Klemen, kako se v kontekstu gledališča srečata človek in predmet? Zdi se mi, da sta lahko zelo bogata partnerja. Čudno mi je odgovoriti na to vprašanje, zato ker sebe v okviru predmetnega gledališča dojemam kot začetnika. Razmetana soba je pač bil projekt, kjer me je to nekako izrazito zanimalo, sem se v to usmeril in sem poskušal to raziskovati. Tako da je bil to v bistvu en prvi poskus tega, kako se srečuje ta človek in predmet. Mislim, da je nekaj zelo čarobnega v tem, kaj lahko predmet ponudi, kako lahko zaživi. Jaz sem predmet v tej predstavi dojemal kot predmete nasploh kot glavne nosilce spomina in s tem identitete. In zato sem jih dojemal kot tiste vstopne točke v spomin in poskušal prek predmeta v bistvu ustvariti majhne svetove, atmosfere, dogodke iz svojega ali pa nekogaršnjega življenja, zato da bi jih mogoče še enkrat doživel ali pa da bi jih doživel drugače ali pa da bi konec koncev razumel samega sebe. Operirajo ga, zdravnik mu odreže del noge, bolezen napreduje, zdravnik mu odreže celo nogo, nikoli več ne sede za kolo, zdravnik mu reče še par mesecev. In v bistvu so te predmeti še toliko bolj živi,
Zaradi tega, ker so tako tiho. Ko sem pisal besedilo, sem velikokrat šel v to stanovanje in se usedel v to stanovanje, ki ni bilo ogrevano. In v tej tišini sedel in jo poslušal in poskušal nekaj napisati. V bistvu neverjetno, kako glasno je to. Kako glasno je to, da v bistvu se ni nič slišati. Še posebej, ko je tako stanovanje, da pričakuješ vsak čas, da bo izza kota prišel dedek, da ga boš slišal, da bo nekaj rekel. Ker se zdi, če zapreš oči ali pa če jih imaš odprte, da je še vedno tam, samo da ga ti ne vidiš, da se ne premika. Ves čas se zdi prisotno to neke sledi življenja, kako je pravzaprav parket tam, kjer je on šepal, kako je zdrsan, lahko greš praktično po njegovih stopinjah in kako v bistvu lahko predmete, ki so na določen način bili ves čas uporabljeni in so zaradi tega na določen način izrabljeni, lahko pravzaprav gledaš in vidiš življenje, kako je šlo mimo. Imaš živ dokaz pred sabo s temi predmeti. Na nek način zelo arheološko delo. Absolutno se mi zdi, da je bila res zelo logična rešitev, da se potem preko teh predmetov uprizarja to. Čeprav na začetku moram priznati, da nisem razmišljal o tem. Začel sem razmišljati šele takrat, ko me je Marek klical pa mi ponudil ta biteatrski projekt. Sem začel razmišljati, kako bi to zdaj zavil v neko lutkovno, oziroma pol mi je povedal, da se tudi s teatrom objektov dostikrat v biteatru ukvarjajo in sem potem začel razmišljati, če bi se to mogoče dalo. Če se prebudimo v neposrednost otroške igre, zlahka zapazimo gibanje, ki živi v slehernem predmetu. V osnovni potezi gledališča predmetov je, tako vtis nastane, neposredna improvizacija kot temeljno izhodišče tega narativnega postopka. Igrača, predmet, objekt je lutka. Nepreklicno tako. Ja, to je ful zanimivo, zaradi tega, ker mi smo začeli, v bistvu tekst smo imeli najprej. Tako da v bistvu nekaj izhodišča smo imeli, kaj želimo, kako bi želeli zastaviti to zgodbo. Dobro vprašanje je, če je res, se strinjam s tem, da je improvizacija nek način, kako priti do nekih rešitev, ampak je treba biti zelo previden s tem. V smislu, hitro lahko zaplavaš v neke stvari, ki dobro izgledajo, ampak v bistvu ne služijo prizoritvi zares. Z Tajdo Lipicer, mojo sorežiserko pa dramaturginjo te predstave, sva v bistvu enkrat zelo dosti časa delala na nekem prizoru, ki pa potem na koncu v prizoritvi sploh ni ostal, zaradi tega, ker je nastal na temelju improvizacije in je bil super in je super izgledal, ampak sami naraciji zgodbe pa ni nič doprinesel. In je v bistvu bila prevelika zastranitev, tako da sva v bistvu potem tisto vrgla ven. Tako da v bistvu treba biti zelo previden in zelo tehten pri tem, kaj lahko, kje si lahko dovoliš improvizirati, kje pa v bistvu moraš nekako slediti neki zastavljeni liniji, ne. Predmet zaživi šele, ko mu daš čas, ko mu pustiš, da deluje, ko ga daš v ospredje in ko ga pustiš, da sam dela. Ni nujno, da ga animiraš kakor lutko, ampak da ga pustiš v neki določeni sliki in postane simbol za nekaj. In nekega dne se je zgodil čudež. Mimo hiše je spet začel teči potok. Predmeti so na toliko načinov očarljivi, ker nimajo stiske z jezikom ali drugače ne poznajo stiske jezika. Predmeti se zdi zlahka spregovorijo, govorijo in v tem oziru si moram misliti, da so fantastično izhodišče za raziskovanje. Jaz bi v bistvu rekel, da predmeti še kako težko spregovorijo, vsaj v gledališču, pa če imajo še tako zelo na videz zanimivo zgodbo, če so še tako zelo prevlečeni s patino časa in vsega, kar so preživeli, se mi zdi, da zares zaživijo in spregovorijo,
potrebujejo, določene pogoje. V vsakem primeru potrebujejo jezik, ki ni nujno jezik besed, ampak potrebujejo neko preoblikovanje, neko umestitev v nek kontekst ali mogoče zgodbo, da bi spregovorili. To vem zato ali pa tako mislim zato, ker kot animator začetnik še kako dobro vem, kako hitro, ko želiš, da bi predmet spregovoril, v resnici obmolkne, ker si ga pač utišal z lastno nerodnostjo, nenatančnostjo, mogoče prevzetnostjo, ker si se hotel postaviti pred njega, mu mogoče nisi dovolj prisluhnil, ampak se mi zdi, če mu pa zares prisluhneš, kaj ponuja kot predmet tak, kot je, potem pa te čaka en čaroben dialog z njim. Šolski zvezek popisujeta genialna dvojčka, otroka pahnjena v golt vojnega vrtinca. V nasladen, srhki golt, ki upogiba človeško tkivo, da bi ga preobrazil v zver. Literarna predloga ene najbolj subverzivnih predstavnic sodobne evropske književnosti izgovori razbito pravljico o bratih, ki se znajdeta v prostoru razdejanem vsled vojnih grozot. Da bi preživela, se izurita v zlu in bržčas tudi krvoželjnosti svoje sorte. V režijskem debiju Mije Skrbinac, gledališke in filmske igralke, doživimo pretresljivo uprizoritev, ki se je porodila v programskem sklopu za avtorsko snovanje mladih ustvarjalcev Biteater. Brezkompromisno čist slog, brezčutnost protagonistov, grablje, vojne sle. Literarni izvor Agote Kristof je tesen, je moreč, a ga je tako nujno izreči. Ali ste prebrali Šolski zvezek, prvi del trilogije, in takoj razumeli, da ga morate postaviti na oder v potencialno mrske priklice tunela Lutkovnega gledališča Ljubljana? Težko bi rekla, da sem takoj razmišljala o tem, ker sem namreč prvi del, oziroma zdi se mi, da sem celo že takoj brala trilogijo, se pravi, da je že takrat izšla. Sicer sem jo našla na Hrvaškem, takrat pri nas še ni bilo prevoda, čeprav vem, ampak se pravi, prvič sem se s Šolskim zvezkom in potem drugim in tretjim delom Agotine trilogije srečala v gimnaziji. Tako da takrat, po mojem, še nisem niti razmišljala o profesionalni poti v gledališču. Sem pa potem najverjetneje začela o tem razmišljati ali se pa vsaj spraševati, kako postaviti zgodbo s dvema protagonistoma, ki sta otroka, na oder brez traumatizacije otrok, oziroma kako to prenesti v dva odrasla gledalca, ker je namreč na Borštnikovem festivalu gostovala madžarska predstava po istoimenskem romanu, potem pa je nekako prišla ponudba strani Lutkovnega in Biteatra in so se potem stvari poklopile. Tako da kasneje, ja. Rišete raztrgan svet, nepovratno hladen je ta svet. To, da ga nosita pozverinjena dečka, gledalkino oziroma gledalčevo pozornost prikuje na čeri, tenki so kriki nebožajoče stvarnosti. Etična drža predstave je nedvoumna. Ena izmed poant, ki so se mi izrisale, je bila tudi ta, da je odgovornost za grozo v vojni na toliko načinov kolektivna in da mora biti tedaj tudi zdravljenje kolektivno. Ja, je kar velika odgovornost za jo nesti iz te perspektive, glede na svet, v katerem živimo, kjer je nekako ta sicer tudi človeška lastnost težnje pomoči in ta surovost prevladujoča. Ampak ja, nekako
če verjamemo v to, da smo ljudje razmišljajoča bitja, ki soustvarjamo družbo in se potem ločimo od, ali pa se imamo za superiorne od ostalih bitij, a potem nekako ta odgovornost pride s tem, a ne. Pred kratkim ste upisali magistersko smer igra z lutko. Kaj vam je nudil gledališki postopek z lutko za krmilom? Izgovarjali ste, kot sva izrisali, zelo bolečo, zahtevno temo. V njej je veliko vzkrikov, je veliko moreče tišine. Torej, kateri vidiki lutke so vas ogovorili, da je navsezadnje nastala tako kompaktna predstava? Se pravi, lutkovnem jeziku ali principu lotevanja materiala v skupnem bazenu gledališke vizualne umetnosti, da sem v tem dosta nova, no, in predvsem en tak piščanček začetnik. Težko zdaj govorim o čemerkoli drugem kot o neki fascinaciji, nekem zanimanju nekega drugačnega gledališkega jezika in spoprijemanja, kjer so morda vzgibi pa razmisleki prihajajo iz neke druge točke, kot sem je bila jaz recimo vajena iz dramskega gledališča. Tako da v bistvu ena taka učna pot zame predvsem. Ta moč lutke, ki ne prenese niti veliko besed, niti je treba fokus znati usmeriti. Ja, mi pa smo velikokrat osredotočeni nase pa na ostale faktorje, ki so v samem procesu, ki pridejo zraven. Tako da je bila ena taka znotraj te učne poti en izziv nekega drugačnega spoprijemanja z materialom in hkrati recimo nek varen prostor, ali pa se nam je mogoče samo tako zdelo, ker smo imeli občutek, da imamo morda ali pa vsaj jaz večjo distanco do materiala, tako no, kar seveda ni nujno res in se potem obrne, ampak tako no, to. Dobrodošli na razstavi o življenju in delu češkega inženirja Karla Žlabka. Ko je bil star 4 leta, je izkopal svoj prvi tunel. Bil je človek s snom, svečano je čakal, a tudi deloval. Mislil je srce, zemljo, morje, mislil je tunel. Karel Žlabek bi segel precej dlje kot mogočna Murvina senca, zapisal bi se med največje vizionarje svojega časa, bržčas, ako ga ne bi ustavile mrzle roke hladne vojne. Z nami je Gašper Lovrec, dramski igralec, ki ga širše občinstvo bržčas prepozna kot enega voditeljev oddaje Z kot Zofka na televiziji Slovenija. Podčrtamo še, da je tudi avtor glasbe za omenjeno oddajo. Gašper Lovrec je nenazadnje soavtor predstave 410 km v režiji Filipa Mramorja in eden izmed 2 igralcev, ki jih žepa duše prikličeta izvirno stvaritev, spoj predmetnega in snovalnega gledališča. Predstava je nastala v sklopu Biteatra, programske sheme, ki mladim avtorjem omogoča prvo profesionalno avtorsko snovanje in raziskovanje znotraj širokega polja sodobne lutkovne umetnosti. Gašper Lovrec, naposled dobrodošel. Hvala. Kdaj si pa ti skopal svoj prvi tunel? Davno tega? Ne vem, ne spomnim se, da bi prav kdaj kopal tunel, ampak ob tem pa pomislim na te razne bunkerje, ki smo si jih kot otroci postavljali v gozdu, pa iskali drevesa, ki so nam dala čim več zavetja, pa prekrili z vejami pa listi. Strah pred življenjem, strah pred padcem. Človeštvo v telehiši se je ujelo v past strahu. V spektaklu vsakdana se nemara res dvigujejo plameni državljanskih pravic, a ogenj je prepovedan, z ognjem kaznovan, se zdi. So tudi sanje prepovedane, Gašper?
Ne, jaz mislim, da sanjati je vedno aktualno, da je to vedno prisotno v našem vsakdanu. In če se navežem na samo predstavo 410 km, se mi zdi, da je to nekako ena izmed ključnih vsebinskih točk, to sanjanje. In Žlabkove sanje, ne glede na to, da se mogoče zdijo res neverjetne in nemogoče, so pa vendarle bile. In se mi zdi lepo, da so ljudje, ki tako na tak nor način v bistvu sanjajo. Stvaritev 410 km v podpisu nosi opredelitev snovalno gledališče. Kako ključno je za snovalno gledališče razmerje med ustvarjalno skupino in pozicijo dramatika? Ne vem, mislim, poznamo različne oblike snovalnega gledališča. Nekateri projekti začnejo brez teksta in ustvarijo gledališki tekst na vajah tekom procesa. So pa snovalno gledališče, ki vzame tekst kot osnovo. Tako da se mi zdi, da je čisto odvisno od same uprizoritve pa vsebine, ki jo neka ustvarjalna ekipa želi izpostaviti. In kako se je gradila evolucija 410 km? Začeli smo Filip in Karolina, ki je pa bila tudi kostumografka in scenografka uprizoritve, sta prišla z ogromnim naborom nekih člankov, tudi dokumentarnih filmov o Karlu Žlabku. In v bistvu smo začeli s tem, da smo te materiale raziskovali, se čudili nad temi češkimi sanjami, nad tem, kako so tudi kot narod zelo zanimivi v svojih sanjah in željah in v kaj so pripravljeni vse iti. Predvsem se je tukaj vezalo recimo na to Žlabkovo željo tega tunela in tega morja. Ker Čehi, kot se radi hecamo, so znani po tem, da pridejo na morje in da vsi vejo, da so oni Čehi z onimi velikimi hladilnimi skrinjami pa štetami pa v teh šlapah z belimi štumfi. In potem, ko smo te materiale raziskali, se z njimi malo poukvarjali, smo pa kar konkretno začeli ustvarjati neke prizore, ki so se vsebinsko vezali na te teme, ki smo jih želeli odpirati. Navsezadnje tudi na tunel, ker je to nek tak poseben gledališki prostor, ki ga je treba raziskati, preden karkoli postaviš van. Smo kar nekaj časa porabili za to, da smo ustvarili neke improvizacije ali pa prizore, ki sploh niso prišli potem v končno prizoritev, ampak so nam služili kot material za raziskovanje prostora. Potem pa smo tako počasi prizorček po prizorček, material po material, idejice so padale, jaz sem delal neke glasbene improvizacije, iz predmetov tudi. Tako, počasi, no. Pa kar se mi zdi lepo sploh pri snovalnem gledališču, da je sam koncept ustvarjanja takega gledališča odprt do te mere, da si lahko vse dovoliš. Da ni zares napačne ideje ali pa napačnega poizkusa. Da je to prostor, kjer lahko raziskuješ. Vas slišimo, prepričljivo naj dodam, brenkati na havajsko kitaro, domislite popevko, ki bi zlahka ponarodela. Slišimo vaš glas, ste vendarle nosilni pripovedovalec. 410 km in sedaj postavim piko. Kaj, vi me boste pa skušali dopolniti, kaj je budilo največ slasti, ustvarjalne slasti v tem postopku? S Filipom sta tesna sodelavca, to že smemo reči? Ja. Jaz sva bila sošolca na akademiji tudi. Zdi se mi, da nas je vse najbolj vznemirjalo ta, pa mogoče ni prava beseda, ampak absurdnost te ideje, ki jo je imel Žlabek. Tega 410 km dolgega tunela pod vsemi temi Alpami in cele te konstelacije, ki bi nastala iz tega in
umetnega otoka, ki bi ga Čehi imeli v bistvu v Piranskem zalivu oziroma tam, mislim, zraven Kopra. Se mi zdi, da je ta absurd, da nam je tudi s Filipom zelo blizu, da zelo uživava v teh nekih norih zgodbah in komičnosti tega. Hkrati pa, da ni prisotno neko podcenjevanje takih idej. Da ni to samo smešno, ampak da pa mogoče je nekaj več v tem. In se mi zdi, da v Žlabkovi ideji je ta element nekaj več, ja. Kot sva povedala, v laboratoriju Biteatra ste donosili avtorsko predstavo. Razumeli smo, da ste v snov vstopili brez vsakršnega sprenevedanja, z vso svojo kožo, notranjo in zunanjo. Ali že zmorete višinski posnetek na proces? V smislu, ali se v vas prebuja slast, da bi se predali novemu avtorskemu procesu? Kako vas je navsezadnje tudi ogovorilo režijsko delo? Mislim, vsekakor imam zelo lep in ljub spomin na nastajanje, čeprav ni bilo vedno lepo. Mislim, to besedilo je imelo ene 2 verziji, preden je ta nastala, in to so bile 2 verziji, ki sem jih začel tako, da sem jih začel znova. In potem nisem bil zadovoljen in sem zbrisal in sem začel znova in potem nisem bil zadovoljen in sem začel znova, tako znova, s praznim papirjem. In sem se ful lovil, ampak hkrati pa se mi zdi, da je vsaka ta verzija mi dala nek nov pogled v material, nek globje razumevanje tega, česar se pravzaprav lotevam. In zdaj sem ven iz enega drugega procesa, mojega prvega lutkovnega debija tukaj v Ljubljani. In je bil to velik ognjeni krst, zaradi tega, ker sem se prvič pravzaprav z lutkovno animacijo na odru zelo čisto lutkovno animacijo srečal. Pred tem Teatru objektov ni lutka, ampak so objekti, s katerimi nekaj počneš. Lutka pa ima nek svoj namen, ima način, kako jo lahko ti upravljaš, in so to zelo določene. Tukaj ni neke inovacije v smislu, da zdaj bom pa obrnil stvar na glavo pa bo delala, ampak se moraš enih pravil zelo dobro, jih moraš poznati, pa se jih moraš držati, ne. Če ne, pač ni živa. Animacije predmetov se lotevate s forenzično natančnostjo, predmete tankočutno osmišljate. V prvem delu predstave se zdi, da vas kontekst ne usmerja več kot toliko, zato pa v sklepnem delu nastopite z izrazitim interpretativnim performansom. In zdaj manjši preskok, ne zelo radikalen, na enem od mest izrečete: ti nisi igralec, ti si funkcija na odru. Ste potem takem funkcija na odru, Klemen, in kako bi jo utemeljili? Najprej v pojasnilo, ta replika, ti nisi igralec, ti si samo funkcija na odru, je direkten citat. Vse replike v tem prizoru so direktni citati iz vlog, ki sem jih že kdaj prej igral, in to je ena od njih. Ta vloga je bila pač znotraj predstave Pojedina pri Trimalchionu v Slovenskem mladinskem gledališču. Zdaj, a sem funkcija na odru? Mislim, da pač igralec poskuša biti tisto, kar predstava potrebuje. Da poskuša nekako razširiti svojo dovzetnost ali pa vzpostaviti neko čim večjo izrazno širino za to, da bi pač posegel po tistem izrazu, ki bo najbolje služil predstavi. Zdaj, funkcija na odru včasih zveni tako malo slabšalno ali pa
ponižujoče za igralca. Lahko pa celo pretenciozno, odvisno, Ja, z katere perspektive opazuješ. Se mi zdi, da sem se tudi že kot funkcija na odru pojavil, ampak ne v tem slabšalnem smislu, ampak v popolnoma, kako bi rekel, pač je bilo to nekaj, kar je predstava potrebovala. Seveda je pa vedno vprašanje, do kje iti in katera načela obdržati ob tem. Nikoli ne bi šel prek sebe ali prek svojih načel, zato da bi služil predstavi. Francija je znana po močni tradiciji fizičnega gledališča, ki sega od plesa do, pogojno rečeno, novovalovskega cirkusa, od predmetnega do lutkovnega gledališča. Razumemo in vemo, da omenjene oblike še zdaleč niso zasidrane v preteklosti. Ustvarjalci, izvajalci jih nenehno raztezate, preobražate, na novo izumljate. Kako živahna pa je pot predmetnega gledališča po vaši oceni pri nas? Tudi v kontekstu biteatra se zdi, da ima kar precej poudarkov. Ja, tako kot sem že prej rekel, jaz sebe dojemam kot začetnika na tem področju in bi se mi zdel mogoče bom naredil komu krivico. Mislim, nočem nikomu narediti krivice, ker dejansko tega področja ne poznam zdaj do potankosti in tudi ne vem, kaj se je dogajalo že v tem prostoru, preden sem mu jaz nekako sledil. Vsekakor pa mislim, da je biteater ena odlična platforma za raziskovanje tega področja v gledališču. Sploh da se mladi srečajo s predmetnim gledališčem. Tako nekako po prvi oceni, pa po nekem občutku, ki ga imam, bi rekel, da mogoče predmetno gledališče, ki je sicer v Sloveniji, se mi zdi dobro razvito, ampak še vedno mogoče prevečkrat povezujemo z lutkarstvom v nekem tem klasičnem smislu, z animacijo, ki se v bistvu približuje človeku ali pa da se poskuša predmete in reči nekako personalizirati. Recimo pogrešam. Mogoče sem bil manjkrat deležen predmetnega gledališča, ki bi predmete dojemalo in obravnavalo kot to, kar so, zelo materialno in ne s človeške, mogoče tudi egoistične perspektive. V prizoritvi Razmetana soba, prav tako v zrelem plodu biteatrove mlade produkcijske vneme, ste poskrbeli za oblikovanje zvoka. V pustolovski detektivki Skrivno društvo KRVZ odigrate Vida. Je mlajši publikum ta hip bližje vaši potenci, ustvarjalni, raziskovalni? Kako ga doživljate? Kako dobro sliši ta mladi publikum in vidi? Zdi se mi, da mladi zelo lepo gledajo take predstave in da jih zelo zanima. Zdaj, kako sem jaz vpleten, to se mi zdi, da je v bistvu bolj naključje. Na ključ vselej? Ali pa tudi ne? Vedno me je zanimalo to, otroško gledališče, pa gledališče za mlade. Spomnim se, ko sem recimo začel na akademiji v prvem letniku, ko je drama imela abonma Ciciban, se ne vem, mogoče še ga imajo, ampak so bile te gostujoče predstave otroške z cele Slovenije in sem ob sobotah, se mi zdi, da je bilo, in sem z velikim veseljem šel pogledat, ker me fascinira, kako otroci gledajo predstave, ker so neprizanesljivi do tega, kar se dogaja na odru. Pa ne iz neke zlobe, ampak samo iz tega, da pač ali se potopijo, ali se pa ne. In nimaš kot ustvarjalec, se mi zdi, ogromno manevrskega prostora, da jih počasi upelješ v neki, treba je zagrabiti in ugrizniti v prvo. Svojim domnevnim zavračanjem subjektivnega odnosa do sveta pisanje dvojčkov izpričuje skoraj popolno ločitev med osebnim in družbenim svetom, v katerem živita. Pisateljica nam v romanih ponudi le malo označevalcev časa ali kraja in tako eksplozija ultimativne vojne brutalnosti postane
vsakokratno srečanje zlom tistim najostrejših potez. Ja, zdaj, če prav razumem, jaz sem to nekako tudi v začetku že brala ali pa nekako zaslutila cikličnost, se pravi to konstantno vračanje v neko rano ali pa vrzel, ki nastane ob neki brutalni agresiji od zunaj, ki človeka postavi v nemogoč položaj. In z tega smo nekako izhajali v bistvu pri nekem tem iskanju lastnega odziva ali odnosa do teme v svetu, v katerem smo sicer z njo vsakodnevno v stiku, žal, hkrati pa od nje tako oddaljeni iz neke privilegirane pozicije, s katere si težo, ki jo to nosi, ne moremo predstavljati. Tako da ja. Oziroma se nam zdi ta stvarnost pol resnična, kaj ne? Liki v romanu ne verjamejo v zmožnost besed, da bi te izrazile osebno in ali specifično. Dvojčkoma služijo le, če so urejene v suhe opise domnevno objektivne resničnosti. In tako razmišljam, ker se tolikokrat zataknem v jeziku, da je jezik navsezadnje vedno daljni in odtujujoč zaradi svoje nezmožnosti, netočnosti v poskusih izreči, kar v resnici mislimo. Pa pomislim, igralka, po novem tudi režiserka, gotovo naleti na tako imenovano stisko jezika. Ali, če utegnete prikimati, zato iščete jezik onkraj besed, tudi v šolskem zvezku. Vsekakor, ne samo v poklicu, ampak tudi sicer. Kdaj jezik je bariera in je marsikaj nemogoče opisati z besedami, hkrati pa nisem razmišljala z tega vidika, da bi mogoče neka osebna zagata to diktirala, kot rečeno prej, nekako novo polje, nov medij, neznano polje in nekako od kolegov ali skozi sam tudi proces rečeno, Lutka prinese manj besede, ker sama po sebi že nosi vse ostalo, hkrati pa pri ekipi avtorski, kakršna je bila, vključujoč vsakega od likovne podobe Jureta Brgleza do glasbene slike Jana Karmelja, do lučne podobe Boruta Bučinela. Nekako, ne vem, pri vsem tem bi bilo mogoče zelo škoda se opirati samo na besedo, zdaj pa ali je to nek začetniški zanos, ampak najverjetneje je nosilo to vse skupaj v sebi. Se mi zdi pa točno rečeno, se pravi ta navidezna odtujenost in navidezna objektivnost človeka, otrok, posameznika postavljenega v situacij, v katerih pa najverjetneje je barier takih in drugačnih mnogo, ki si jih spet ne moremo predstavljati in potem to pride kot nek preživetveni sistem, obrambni mehanizem. Da vse to je vsekakor vplivalo. Kako pa stojite kot ustvarjalka? Laboratorij Biteatra je ponudil to prvovrstno možnost, priložnost, da ste dozorili v režiserko, v nosilko avtorske predstave na toliko ravneh. Kdo je Mija Skrbinac ustvarjalno v tem trenutku? Kaj jo najbolj temeljno preganja, vznemirja? Vse to, o čemer smo se pogovarjali. Potem mislim, da smo dosti nekih vprašanj pa dilem že nagovorili. Krasna priložnost in
sam laboratorij in poligon učni, no, zame predvsem glede na to, da nisem nikoli razmišljala ali pa imela nekih režijskih ambicij in da sem se prvič lotila avtorskega snovanja iz te pozicije s super ekipo, je bil predvsem nek privilegij, no, ravno to, privilegij tega, da se lahko soočimo z vsemi temi vprašanji in dilemami, ki pa jih je nešteto, ja, in se pa vrtijo v tem bazenu točno tega, no. Kaj je smisel? Bolj, ko je svet ali pa družba, v kateri smo kruta in ni dialoga z vsem, o čemer smo se zdaj pogovarjali, bolj se mi zdi nekako naravno ali normalno, da se mi iz poklica, v katerem smo, sprašujemo, kaj in kako lahko temu doprinašamo, glede na to, da smo neki kanali. Budnosti skoraj. Tako, ali pa vsaj, da bi si želeli, da to tako je, pa velikokrat pol to mistificiramo, pa ni treba, ne, da pač zrcalimo in da se upenjamo v bistvu v družbo, v kateri smo in iz nje nekako izhajamo, ne. Tako da je potem, tako kot so vprašanja glede življenja, se nekako pa isto izrisujejo, kaj v tem. Kaj lahko, čez do kam lahko, do kje je ta moč tega, da lahko, da imaš priložnost svoj izraz, svoje stališče izražati skozi nek medij, ki ga potem ljudje, ki pa mogoče te priložnosti nimajo, lahko spremljajo in do kje je potem tu odgovornost, ta neka dilema, ki bo verjetno ostala večna. Vem. Voda v žlebu se igra, koraki pa odhajajo dalje. Ona je vendar desetnica. Z nami je Katarina Planinc. Dobrodošli, seveda tudi vi. Ste vizualna umetnica, scenografka, oblikovalka vizualnih podob, lutkovnih uprizoritev in lutkovna tehnologinja. Na festivalu mlade lutkovne umetnosti Bifest nosite prapor likovne podobe kot izhodišča lutkovne interpretacije. Katarina, odrska uprizoritev desetnice ima svoje preddejanje, likovni koncept. Takrat in tam se je ustvarjalni pljusk pričel. Spisali ste magistrsko delo z področja scenografije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. In v njegovem epilogu je moč brati seznam elementov predstave in navodila za uporabo. V tistem trenutku je desetnica, kot ste jo vi doživeli, likovni koncept, stopila pred oči, nekaj pozneje pa so jo ustvarjalke, torej režiserka, dramaturginja in igralka povabile v malo drugačen prostor prostosti, ali ne? Ja, tako je. Začela sem z magistrsko nalogo, ker sem pač pod mentorstvom Jasne Vastelj ustvarila to delo. Potem pa je bila že v bistvu med ustvarjanjem naloge želja, da bi se vsaj enkrat pač izvedla v predstavi. Zamišljena je nekako tako, da bi jo lahko igrali tudi večkrat, z različnimi ustvarjalci, ampak to bomo pa videli, kam bo še odšla. Da, desetnica, ki ima tako in tako nenehno pot pod stopali. Nastala je velika mala predstava, intimno čista, magično razkošna, arhetipska. Taka je namreč tudi pripoved po izročilu. Kako ste desetnico zaslišali, ko je postala meso? Ko je postala predstava, sem začutila neko tako hvaležnost, da sem na tej poti prišla do ljudi, ki so tako dobro speljali svojo nalogo. In tudi kanček olajšanja, da je na nek način odrasla znotraj te svoje poti,
da je prišla do tega zaključka, ki je bil željen že od samega začetka. Željen pa v bistvu niti ne zares 100% pričakovan, v bistvu se je izvedla še boljš, kot sem pričakovala od začetka. Desetnica vstopa v svoje in v skupno, zajema in daje iz iste struge v isto strugo. Koncu pravljice, kot je gledališko postavljena, je odvzeta sestavina soočenja z materjo po 7 letih. Desetnica dospe do čistine, hiše ni le vse polno kopriv in tam zaslišimo prostor, kot da bi se odprl molk za zbranost. In v tem prepoznavam univerzalen nagovor. Kako pa vi slišite desetnico? Ja, v bistvu to je del zgodbe, se pravi del tega, kar sem jaz predala, kar je tudi bil, sem med procesom ugotovila, kar en tak težek moment zame, ki ga nisem pričakovala. Sem mislila, da mi bo lažje spustiti. Sem pa zadovoljna v bistvu s tem koncem, ker sta nekako uspele izluščiti iz tega, kar sem pisala in kar sem razmišljala, da me to srečanje z mamo, končno srečanje desetnice z mamo, v bistvu zelo muči, ker je mama v bistvu desetnico ne prepozna, ko se ona vrne domov, in vsaj po tej zgodbi Frana Milčinskega, in jo prepozna po prstanu. In v bistvu ta del je mene, celo pisanje naloge me preganjal, ker mi nekako ni šlo v račun, da mama svojega otroka, da bi ga prepoznala po zlatnini. In se mi zdi ta konec nekako na nek način poetičen, tudi človeški, takšen, kot ga marsikdo doživlja. 2 nadvse soodvisna sloja, likovni in uprizoritveni, se nikakor ne razbežita, temveč zašumita v skladni, mirno sanjajoči ploskvi. Tako sem sama začutila desetnico. Lutkovna tradicija se sreča s sodobnimi praksami. Pa vas na tem mestu vprašam, Katarina, kako natančno? Vem, da vas ta preudarek vneto zaposluje. Tradicija in sodobno v sozvočju. Ja, me zaposluje. Mene tradicija v bistvu se mi zdi, da se moramo nasloniti na njo, da je nekaj, iz česar lahko veliko počrpamo, se veliko naučimo, da ne pozabimo stvari, ki so se že zgodile, pa se mi zdi brez veze, da jih ponovno sami ugotavljamo. Sodobnostjo pa je nujno, da se pač, da gremo vse na nek način naprej, da ne ostanemo pa spet tam, kjer smo pa že bili, in ni dobro, da ostanemo vse posod, kjer smo bili. Zato se mi zdi tudi to, ja, seveda pomembno, da se pač povezujemo in tudi res raziskujemo, pa ja, ne stojimo na mestu. Svojo študijsko in raziskovalno pot ste pričeli na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, in sicer na smeri unikatno oblikovanje. Nato ste se preselili na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Medtem ste se 3 leta urili v oblikovanju in izdelavi lutk v delavnici Lutkovnega gledališča Ljubljana, kjer domujete tudi te čase. Kako formativna je bila izkušnja te delavnice? Mislim si, da je usodno zaznamovala vaš razvoj. Ja, usodno. V bistvu je bilo usodno to moje dodatno leto med enim in drugim študijem, ki se je v bistvu namerno, nenamerno zavleklo za 1 leto. In tistem letu sem jaz poiskala, sem pisala v Lutkovno gledališče, prosila za prakso, za neko delo. V bistvu na začetku sem sam prosila, če lahko pridem pogledat, pa da če bi bilo kaj za pomagati, bi tudi lahko. In sem dobila negativen odgovor.
ker je vsaj od šefa je bila takšna utemeljitev, da je pa res zelo velika gužva in da nimajo časa, da bi se zdaj ukvarjali z mano. Potem sem pa čez nekaj dni dobila spet njegov mail, kjer me je pa povabil, da pridem, ker je res velika gužva. In sem v bistvu potem začela tukaj delati, kar nekaj časa sem delala tisto leto. In ja, v bistvu me je takrat v tem obdobju začel to vlečiti in vedno bolj me je vleklo in bilo mi je zanimivo. In ta tehnologija in ustvarjanje in v bistvu sem to, kar mi je mogoče na prvi stopnji manjkalo, našla v bistvu neko to nišo, kjer sem bolj vedela, kaj moram početi in zakaj si želim ustvarjati. Ker sem imela vedno željo ustvarjati, pa nisem vedno vedela, kaj želim sploh ustvarjati. Tudi v Lutkovnem se je pa nekako glih to poklopilo. Pač. Oni so mi dali za delati in jaz sem lahko delala. In delala sem to, kar sem rada delala, se pravi modelirala, barvala, sestavljala, vrtala. Pač tudi dosti je bilo čisto tehničnih stvari, žaganja in takšnih stvari, ki me tudi zanimajo. In ja, me je v bistvu to leto zelo zaznamovalo in pa tudi posledica tega je bila izbira pač nadaljnega študija. Nika Arhar v svoji pretanjeni oceni predstave utemeljeno poudari, kako dragocene možnosti odpira koncept Biteatra, programskega sklopa za mlade ustvarjalce. Njegova vzpodbuda postopkovnim iskanjem in obvozom pri načinih ustvarjanja je zares fantastična. Morate prikimati. Ja, ste otrok tega ustvarjalnega načina. Ja, jaz sem zelo hvaležna za takšno priložnost, v bistvu čisto odprte možnosti ustvarjanja. Da imamo pač možnost narediti predstavo, v bistvu ustvarjalci, ki nismo uveljavljeni, ki nimamo nobenih referenc za sabo, sam neko željo po tem, da pokažemo, kaj radi počnemo. Pa mogoče AGRFT. In ja, se mi zdi dobro, da takšen projekt obstaja za mlade. Smrt je gledališče, gledališče je umiranje, je življenje. Življenje je pot med dvema luknjama. Življenje se konča, kot da nič ni bilo. Prej si omenil, da si na mestih v razmetani sobi nastopil s citati. Zato te sedaj malce deplasirano vprašam, Klemen, ali je mogoče, da bi ob dejstvu, da si še izjemno mlad, prišel do tako temeljnih odgovorov na tako temeljna vprašanja? Najbrž ne, ali sem v zmoti? Mislim, da ne, ampak bom tako malo zvito odgovoril na to vprašanje. Mislim, da naloga umetnosti in tudi naloga temeljnih vprašanj ni, da bi na nje iskali odgovor, ampak, ker ne vem, če je to zares možno, ampak da si jih znova in znova postavljamo v različnih kontekstih, različnih časih, različnih perspektiv. In tudi naloga umetnosti in naloga gledališča se mi zdi v prvi vrsti to postavljanje vprašanj, ne pa odgovorov. Mija, kako se soočaš z družbeno konstruirano realnostjo ali drugače, kako si odmerjaš polje svobode, polje avtonomije? To je srdit boj. Spet in spet, vsak dan posebej, kaj ne? Ja, to je... Super mi je to so ti momenti zanosa in adrenalina pred premiero, ko se počutiš pametnega, imaš kako izjavo, pa te polkje doleti nazaj. Ok, zdaj pa razloži. Glede na to, da je kultura žal tista, ki v nekih kriznih časih prva čuti reze, žal. In da, kot sem prej rekla, živimo v svetu, kjer se nekako nekega razmišljanja, občutka do sočloveka čuti vse
manj in manj in je umetnost in kultura, humanistika ta, ki bi naj bila v službi tega, da ljudje gledamo širšimi očmi, je večkrat čutiti v pogojih, v katerih žal se znajdemo kulturniki, umetniki in tudi institucije, da je to samo sebi v namen. Se mi zdi, da je ogroženo v svetu, v katerem vse postaja vedno bolj instant, dostopno, kjer je koncentracija predvsem mlajših generacij in pozornost dosti vezana na neke kratke videe in impulze iz zunanjosti. Se mi zdi, da vsekakor gledališče, ki zahteva pozornost in koncentracijo za nek moment, ki se lahko potem znotraj te žive vizualne umetnosti zgodi, ogroženo. V kombinaciji s tem, da se pa seveda znajdemo pri takih in drugačnih finančnih rezih ali pa pogojih, ki se jih moramo sami ustvarjati ali pa iskati širše gledano, pa seveda se zdi potem včasih, se vprašam, no, kje je in kdo ciljna publika. Ja, no, samo neko svobodo, ne, znotraj tega si kreirati je pa tako, no, dostikrat odvisno od neke varnosti, ki je pač za to nujna, ki pa v nekem prekarnem načinu življenja ni prisotna.